Hvala lepa za udeležbo, spoštovane kolegice in kolegi. V veselje mi je, da nas je malo več kot avtorji organizatorja dogodka. Veliko tekmovalnih dogodkov je ta hip in vsak, ki pride, je mogel malo se odločiti, da pride sem nekam drugam. Tako da mislim, da je oboje treba pohvaliti privlačnost knjige, ki jo bomo danes predstavili, in vaša želja, da kaj izveste iz ust avtorjev. Moj namen, če mi dovolite, da se usedem, je samo na kratko uvodoma spregovoriti, da je to delo relativno drobna knjižica. Izšla je v zbirki, knjižni zbirki Ost, to je sociološka knjižna zbirka, ki izhaja v okviru založbe Fakultete za družbene vede v Ljubljani in je ena od mnogih knjižnih zbirk, s katerimi skušamo javnosti prikazati naše raziskovalne teme, rezultate in dileme. V knjižni zbirki Ost je doslej išlo 20 knjig, čeprav ima knjiga kolege Marjana številko 18, naj povem, da smo pri dveh pomotoma pozabili dvigati številko. Tako da, kljub nekaterim vloženim naporom, da skrbimo za vse vidike, dobro vsebino, dobro raziskovalno znanstveno opremo, dober zunanji dizajn za privlačnost in končno do nekega urejanja, se nam taki spodrsljaji zaenkrat so zgodili, upam, da se ne bodo več. V tej zbirki je šlo do zdaj 20 knjig, kot rečeno, in obsegajo pretežno sociološke obravnave, kar pomeni, da se avtorji lotevajo tem, ki so značilne za sociologijo nekih družbenih struktur, od družine, sosedskih odnosov do razredov, držav v politični sociologiji. In tako, kot bi rekel Aristotel, poleg fizike in deloma matematike kot jezika, s kateri se strukture fizike lahko izražajo, imamo onkraj tega še metafiziko. Se pravi, nek predstavni svet, ki ga mogoče s svojimi čuti ne ozremo, ga pa skušamo objeti, koncipirati, domisliti, poiskati njegove robove, procese, morda ne toliko z željo, da bi napovedovali ali prerokovali, ampak z željo, da bi dojeli, se pravi razumeli. Zdaj, če iz tega splošnega uvoda o knjižni zbirki in temah, ki jih ta vsebuje, mogoče pohitim proti tejle knjigi. Marjan je naš stari kolegialni sopotnik, kar pomeni, da se je z tem ukvarja že več kot 2, skoraj 30 letja, če se dovolj. Meni je malo skrivnostno, kdaj ga je to začelo zanimati, kar sem ga jaz prvič srečal, in to je bilo v zelo zgodnih letih, ko so oba zašla kot mlada raziskovalca, se mi zdi na fakulteto, ga je to že zanimalo. Kar pomeni, da ima po 30 letih študija in raziskovanja in proučevanja, v katerem je iz nacionalne obravnave ali pa načelne obravnave religije prestopil v primerjalne religijske študije in se s temi obravnavami pojavil v svetu in tudi uveljavil. Veliko zapovedati. En del teh dognanj je v zadnjem desetletju prelival v dnevno časopisje. Vsakič, ko sem imel priliko prebrati, bodi si v Delu, bodi si v Dnevniku ali kje drugje, take objave me je presenetilo na kak, bi rekel, precizni način se ukvarja s tem, kar bo povedal sam, mogoče malo več o tem, in da lahko z malo besed veliko pove. Tule noter je 30 besedov, niso vsi, ki jih je v tem časopisu, so pa izbrani, menda sta 2 dodana. In meni je v veselje, da
lahko znotraj sociologije v resnici objavimo tudi nekaj, kot je sociologija religije ali religiologija, ker imamo na fakulteti precej teh knjižnih zbirk, kot rečeno, in mogoče je bilo malo naključje, da se je odločil, da kot sociolog objavi ravno pri nas, lahko bi tudi v kateri drugi zbirki. S tem je našo zbirko lepo zaokrožil, tematsko in obogatil. In midva, ki sva sourednika, kolegico zasluženo profesorico dr. Maca Jogan, te zbirke so samo vesela, da ta zbirka lepo živi in riše vedno nove robove področju sociologije na Slovenskem. Več kot toliko jaz ne bi zaenkrat, misleč, da lahko morda o razlogih za nastanek te knjige spregovori kar avtor, sam pa ga prosim za besed. Hvala, Tone. Hvala vsem za obisk. Nobene govorance nisem pripravil. Potoma sem se spomnil na pravljico Hansa Christiana Andersena, Bedak Jurček, Kraljična, se bo poročila s tistim, ki jo bo čim bolj zabaval z govorom, razni retoriki, filologi in tako dalje se pripravijo, cela vrsta se naredi že do 7 zjutraj, potem pa človek pride na vrsto in reče pa naslednji spet in tako dalje. Bedak Jurček, ki se ni nič pripravljal, pa uspe. Skratka, nekaj podrobnosti bom razložil. Najprej naslov, sociološke osti, to je prva polovica, zakaj osti. Kar naprej se mi dogaja, da se kakšna ost vame zažme, kot kakšna puščica, izziv, ki pride nekje iz zunanjega sveta, in tega se lahko rešim samo na to, da to stvar nekako predelam. Ali obratno, jaz se zadrem v kakšno materijo v zvezi z mojimi področji in tega se ne morem znebiti, dokler lege artis ne pridem do nekih zadovoljivih odgovorov. Drugi del od Božiča do Velike noči se nanaša na dejstvo, da začnem z razpravo, ki pripoveduje o mali aferi iz našega malega prostora, to je razkritju, da je Pop Design, torej rock skupina, svojo uspešnico na božično noč prepisala od nekega drugega ansambla, kar jaz izkoristim, tak instinkt imam, da znam to izkoristiti za pripoved o tem, da je pravzaprav tudi veliki krščanski praznik Božič plagiat. Zgodbo pa zaključim z esejem o Veliki noči, ker je lansko leto se zgodilo, nekaj, kar je sicer zelo redko, da je ta veliki krščanski praznik padel ravno na 1. april in sem to izkoristil kot priložnost za to, da razmislimo o odnosu med resnico, versko resnico in znanstveno resnico. Vmes pa se zvrsti še 28 drugih razprav, ki se tičejo vprašanj slovenskih in svetovnih v zvezi z religijo, kako so prihajala na spored. Potem je tu zanimiva naslovnica, več komentarjev sem slišal, ena kolegica iz tujine me je vprašala, ali gre tukaj morda za kakšen električni sesalec za vesoljske črne luknje. Potem je nekdo pripomnil, da je to morda električni sušilnik za Marino Srajčico. Marina Srajčica je sicer tudi roža, ki ravno zdaj cveti. En predrznež s PDV-ja, ne bom ga omenjal, ker starejši gospod si je drznil reči, da je to morda kondom za arktične noči, ki so dolge in temne. Jaz se pa nagibam stališču, da tale nimbus nakazuje mojo sociološko svetniškost, kar bi razložil takole. Jaz tukaj izzivam vse bogove, kar jih je. In po Homerju je življenje tistega, ki si drzne izzivati bogove bridko in kratko. Skratka, jaz sem se pripravljen za sociološka spoznanja resnice tako rekoč žrtvovati. Malce me preseneča tudi tole ime Marjan Smrkaj spodaj, ker ugotavljam, da do kvalitetnih spoznanj pridem samo, kadar sem na off, kadar se popolnoma izključim. Takrat moram biti nekaj v kotičku zavesti samo pozoren na to, da tisto, kar se iskri med kakšnim vsakdanjim delom, obrazovanjem drevja, s prehodom, pomivanjem posode ali čem takem pravočasno ujamem. Skratka, kar malce bega me, da sem tukaj podpisan. Zakaj sem se odločil za ta pisanja? Torej deloma izkljubovanja. V zadnjih 15 letih smo ti, ki delujemo v akademski sferi, izpostavljeni raznim pritiskom, da bi objavljali v
revijah, ki da imajo impact faktor in tako dalje. To me ne prepriča. Prepričan sem, da je tisto vpliv, ki nekaj šteje, predvsem vpliv, kakršnega lahko vrši javna znanost, javna sociologija in pisanje za časopis ali pa nastopanje za medije, je en način, da tak vpliv vršimo. Drug razlog je bil ta, da sem nekako že zamudil marsikatero priložnost, torej eno tako zbirko bi lahko sestavil že pred 10 leti, torej s članki, ki so izhajali v 90-ih, pa na začetku tega stoletja. Tu imam v misli članke, ki so bili objavljeni in take, ki niso bili. Mnoga moje pisanja namreč nekako obstanejo v predalu, znam biti precej skrupulozen, nekaj malega me zmoti, pa se ustrašim, naj navedem samo en tak primer. Leta 2007 je umrl papež Janez Pavel II, nasledil ga je Benedikt XVI, ki je enega prvih obiskov izpeljal v Braziliji. Takrat je bil v Braziliji predsednik Lula. In Brazilija je zanimiv, za religiologa zanimiv pojav, ker je prizorišče množičnih konverzij katoličanov v protestantizem, zlasti med evangelice, ne med evangeličane, ampak med konzervativne protestante, kot so recimo karizmatični binkošniki, ki jim pravimo evangelici. Ti se pojavljajo tudi v Evropi, recimo med nogometaši, brazilski nogometaši, ki delajo v Evropi, imajo tudi svoje društvo in takrat je bil eden najbolj znanih takih nogometašev Kaká. Vsiljeval se je naslov papež, vejca, Lula in Kaká. Torej, to ni neko pomembno znanstveno spoznanje, je pa prozaična resnica, ampak to me je odvrnilo od tega, da bi Dnevniku oddal članek. Dnevniku sem največkrat poslal kaj takega. Potem mi pa naknadno postane žal, tudi v luči izvolitve Bolsonara lansko jesen, mi je še zdaj žal, da ga nisem objavil, izkazalo bi se, da sem takrat, leta 2007, tako rekoč napovedal, kaj se utegne zgoditi na političnem parketu v Braziliji. Torej, zmage Bolsonara na zadnjih volitvah ne moremo razumeti brez prodora binkošnikov v demografskem smislu v Braziliji. Torej, ta lisjak, politični lisjak, primerljiv v tem oziru tudi s Trumpom, ki ga pravzaprav marsičem posnema, se je dal krstiti v reki Jordan po šegi evangelicev, tako da je hkrati katoličan in protestant in je pridobil večino glasov evangelicev. Tretji razlog za to, da to pišem, je moje prepričanje, zvenelo bo domišljavo, hvali se bo nekaj takega, da sem sposoben napisati popolnoma unikatne, edinstvene zadeve. In meni, da to ni nič nenavadnega. Vsakdo izmed nas ima nek poseben položaj v družbi in je sposoben iz teh izhodišč napisati nekaj, česar ni mogoče napisati nikomor drugemu. To zavest je mogoče krepiti tako, kot je mogoče krepiti mišico. Naj to ilustriram še z enim člankom, ki ni šel, bil je pa napisan marca letos. Namenjen je bil prvi obletnici smrti astrofizika Stephena Hawkinga. Takole bi razložil to edinstvenost. Eden redkih Slovencev sem, ki ima knjigo, ki je šla posthumno, veliki odgovori na velike vprašanje. Ljudi, ki so v svetu prebrali to knjigo, je morda nekaj 10 000, tistih, ki se ukvarjajo s religiološkimi vprašanji, pa so to knjigo prebrali, je morda nekaj 1000, skratka že zdaj se je izožil ta krog. Potem se je meni zabliskalo, ko sem kritično premišljal te misli, ki jih izrazi Hawking, kaj so Dolenci mislili o vprašanju stvarjenja sveta v 19. stoletju, v 20. stoletju. Spet se je krog tistih, ki bi nekaj takega, kot jaz utegnili napisati, silovito zožil. Če dodam še to, da sem eden redkih,
ki vedo, kaj je Gina Sena, en džajnistični mislec iz 8.-9. stoletja, mislil na to temo, je pa skoraj da že nemogoče, da bi še kdo, ne v Sloveniji, ne v Evropi, ampak v svetu, kaj takega napisal. In trdim, da marsikaj tega velja tudi za članke, ki so tu zapisani. Potem je bil še en motiv pomemben, to, da me je pokojni kolega Debeljak, s katerim nismo bila kakšna posebna prijatelja, čeprav so imela precej skupnih interesov, opozoril na to, da bi bilo to vredno storiti in tako je prišlo do te zbirke. To bi bile moje uvodne besede. Lepa hvala. Kar malo si nas raztegnil pa razpoložil. Ne vem, če ne bi zaključili na tej točki. Ampak, ker je radovednost vedno vsega čez obstoječe, bi mogoče povabil tebe, da bi mogoče kakšno besedo. Ker naš kolega Samo Uhan je bil med recenzenti te knjige, sam pa vem, da odkar pomnim kot predavatelj družboslovne metodologije, vedno obravnava za študenti Dirkhema, pa njegov samomor, pa deloma tudi religijska vprašanja. In sigurno nekaj svojstvenega razmišljam v izgled te knjige. Prosim. Hvala lepa, tako je. Ampak strinjali se boste, da potem, kar smo zdaj slišali, pa tudi sicer, kar poznamo o delu Marjana Smrketa, ki je zares pametnega težko vprašati, ne da bi se izpostavil neki oceni, da si banalen ali pa trivialen ali pa karkoli. Ta Marjan ne zameri, enciklopedičnost, s katero nas pretresaš, je tisto, kar pravzaprav da človeku misliti. Pa vendarle, okej. Delo pa bomo opravili, če smo že tukaj. Jaz imam neko izhodišče, niti ne vprašanje. Bi te rad vprašal, kaj nam sploh daješ v branje. Sam si nam nekaj že povedal in sicer zato, ker se v nekem delu te knjige samega sebe opredeliš kot avtorja, ki se z znatno energijo, kot praviš, ki znatno energijo plane v obravnavo pojava, ki ga pritegne. Zdaj, ker jaz poznam tvojo strast do branja, po branju literature, me je ta tvoja opredelitev bolj usmerila v razmislek ali pa v smeri pesnika ali pa dobesedno pisca, pisatelja, ne toliko znanstvenika. Ti sam praviš tudi, da to, kar imam v roki, sodi v polje javne sociologije, tudi nek žanr pomeniš. Zdaj, ko sem jaz prebral to knjigo, zdaj zbrana besedila, prej pa sporadično po časopisih, sem se bodisi zelo zabaval in upam, da mi ne zameriš, včasih je bilo zares užitek, včasih me pa zgrabila neka letargija ali pa celo žalost, ali pa tudi obup, glede na tisto, kar si pisal in opisoval glede stanja v svetu. Jaz sem si zdaj za izhodišče, za vprašanje, kaj nam daješ v branje, pripravil dva kratka citata meni dveh najljubših pesnikov zame vseh časov. En je Jacques Prévert, drug je pa Anna Akhmatova, ki opisuje ta svet takole, v povezavi s to tematiko. Tvoja naloga pa je, da boš povedal, kam se naj nagnem, ali pa kar naj oba respektiram. Jacques Prévert pravi takole, torej kratek citat. Oče naš, ki si v nebesih, ostani tam, mi pa bomo ostali na zemlji, ki je včasih tako prijetna. Anna Akhmatova pravi pa takole, pijem za dom svoj razdejan, zato da svet je grob in krut in da Bog ga rešil ni. Krasno, če bi te citate poznal, bi vpletel noter. In zdaj, ker sem jaz to knjigo prebral, me je nosilo enkrat k enemu in drugemu. A naj bom malo razposajen, tudi ciničen, radoživ, veder, ker berem Préverja, strašno rad ga berem, se zabavam.
In Ano Ahmatovo imam pa tukaj in jo imam tudi vedno ob sebi, ne, pa polistam. Ampak tukaj sta dve perspektivi, ne. To, kar Perver napiše, je perverzija nekega molitvenega obrazca, ki je celo tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, tradicija. Zlahka bi našli 10 perverzij, Oče naša. Oče naš, ki si v nebesih, daj nam piti na današnji dan, recimo. Ne? To zabeleži Janez Trdina v podobah prednikov in tako dalje. Ne? Tako da se da in v to smer, in v drugo. Torej ta citat Ane Ahmatove je poblizu tega mojega, mislim, da srednjega izseka, kjer pravim, da religije obstajajo, ker ni Boga. Religija je na nek način pritoževanje človeka na tem, da Bog, ki ne obstaja, ne obstaja. In to bi lahko tako razumeli. Tone? Ja, ta misel se mi zdi, zdaj, ker se izrekel, plodna za nadaljnji razgovor, čeprav se da naprej govoriti. Se pravi, če so religije, to pomeni, da ni Boga, pa se pritožujemo na tem. Kaj pa? Če religije obstajajo. Religije obstajajo, ker ni Boga. Če bi Bog obstajal v teh atributih, ki se jim pripisuje v islamu, krščanstvu, judaizmu, IPD, pač ne bi bilo razloga, da bi religije obstajajo. Razumete? Jaz sem se to dobil. Nadaljevali bomo te smeri, ampak še eno istočnico bi dal, čakamo projekcijo, ja. Marjan, tukaj bi se pa rad vrnil na ta žanr, ne, javnost fenomenir, ne, in poznam tvoj srd, ponavadi se tako naredi, ne, večkrat na teden, včasih zelo pogosto, gremo z Marjanom skupaj na kosilo, se to ni preveč pikantna podrobnost, in debatirava in razpravljava. In potem se pri meni to ne konča in ponavadi zvečer, ko razmišljam o tej razpravi, se ne spomnim, kaj sem jedel, natančno pa vem, o čem sva se pogovarjala. Največkrat me tako ziritira. No in zdaj bi dal neko izhodišče, večkrat si mi že navrgel takole, ne, in praviš, zapisal sem si, slišal sem, ne, novinarko, ni važno katero včeraj, govori o svetem očetu, pa o svetem sedežu, pa govori o cerkvenih dostojanstvenikih, pri tem pa, ne, in potem so te 3 pikice. A lahko kaj v tem smislu na te 3 pikice dodaš kaj, ne? Ja, seveda, ne. To je problem. V medijih se v zadnjih letih vrstijo čudenja na tem, kaj se je v katoliški cerkvi dogodilo. Torej, gre za efebofilijo, ki nosi napačno ime pedofilija. Pedofilija je zelo majhen del spolnih zlorab, ki so večinoma tehnično gledano efebofilije. To je zloraba dečkov v starosti 10 do 17 let. Ta problem, torej ta pojav predstavlja 80% spolnih zlorab. Ne? Na drugi strani pa ravno ti isti mediji vztrajajo pri nekih formulacijah, ki so izraz tiste kulture v slovenskem in širšem svetovnem prostoru, katoliških okolij, ki omogočajo ta pojav, pedofilijo, efebofilijo in tako dalje. To pa je ustvarjanje vtisa, da so ti ljudje res nekaj posebnega, da nimo cerkveni dostojanstveniki. To je ena taka formulacija, ki se kar naprej na RTV Slovenija pojavlja. Zakaj ne rečemo kleparski dostojanstveniki, pekovski dostojanstveniki? Zakaj so ti kar tako tretirani kot nekaj več? Tule smo v Trubarjevi hiši. Torej, reformacija v Trubarjevem času je tu uvedla neko pomembno revolucijo, torej izenačitev vseh poklicev. Tu pa 500 let potem še vztrajamo pri neki hierarhiji poklicev, ki jo je Trubar kritiziral. Torej, če se samo na duhovniški poklic nenehoma veže prilastek
dostojanstvu smo še v 500-letnem zaostanku za reformacijo. In ta prilastek ni nedolžen, ko se eni poklicni kategoriji, takole kar iz neke nemarnosti, da tako rečem, pripisuje nek poseben položaj, zna biti ta poklic potem krinka za to, da se dogajajo razne svinarije iza tega. To pa se že tiče te teme, ki me tudi obseda in je nenehoma del tega pisanja, to je pa mimikrija. To je stvar, ki si ne želel omeniti, ja. Torej, recimo, konkretno omenjam spet en literarni primer iz Jamesa Joycea, iz umetnikovega mladostnega portreta. Gre za božično večerjo, če smo že pri božiču, in tam se sprejo moški, ki so bolj antiklerikalno usmerjeni, in ena teta, to je bila pač teta ravno Jamesa Joycea, ki je bolj klerikalna in se zgraža nad tem, kako govorijo grdo o duhovščini in jim začne zatrjevati. Duhovniki so punčica Božjega očesa. Razumete? Ta katoliška okolja so imela polno nekih formulacij, jaz temu pravim mikretične konjunkcije, kjer hočejo to poklicno skupino, duhovniško, spojiti a priori z neko svetostjo. In naloga sociologa je, da se kot ost zažme v to konjunkcijo in jo razklanja, ker je družbeno škodljiva. In na institucijah, kot je RTV, tega niso dojeli, če vztrajajo pri takih prilastkih, kot je cerkveni dostojanstvenik. Če se jaz zdaj za hipo živim, bo nemogoče vlogo pomožne cerkvene dostojanstvenike, ker pa mislim, da je sociologija nekaj vrste nadomestna tolažba posvetnega tipa za druge tolažbe. Če odmakneš z razplastitvijo te konjunkcije in zarežeš proti objektivnosti, ne rečem dokončni, ampak prehodni, boljši, ne? Kakva tolažba ostane? Če do zdaj nisi opravil s tem, ti nič ne pomaga. Moraš pa že najti načine življenja in tako dalje, da to sploh ne pride upoštevati. Mislim, dokler jaz izbiram teme kot reakcije na tisto, kar je preveč zlepljeno, se počutim zaletal. Se pravi, če mi je dano, da uvidim napačno zlepljene stvari, me nekako prime, da bi na glas povedal. Ta instinkt mogoče celo deliva. Ampak na koncu se vedno vprašam, če pa bi bilo teh zlepljenih stvari manj, s čim bi se jaz ukvarjal? Ja, ti zagotavljam, da se ti pojavi tako vztrajni, da ni strahu za kaj takega. No, to sem hotel slišati. Vedno znova in znova. To pravi, ja. Jaz, ki se ukvarjam kot sociologinja z etiko v vsakdanjem življenju, sem tudi članica Gibanja za svetovni etos Slovenija, bi dala neko težo pojmu svetosti. In bi se pri tem uprla na 3 avtorje. En je Rudolf Otto s svojim pojmom luminozno, drugi je Thomas More, Nega duše, in tretji je renesančni filozof Pico della Mirandola o človekovem dostojanstvu. Se pravi, ni potrebno, da pojem svetost vedno vežemo na religijo. Če se hočemo v sodobnem času pogovarjati o etiki, moramo razširiti pogled na ta pojem. In etiko v tej družbi nujno potrebujemo. Zato sem si pa jaz celo prisvojil nekaj te svetosti, magnetis tukaj. Ker se mi zdi, da je ravno to tisto, kar ta družba zdaj potrebuje. Da se je zgodil nadpoklic pri zdravnikih, ki bi morali biti vzor
etičnosti in udejanjanja Hipokratove zaprisege in imamo v družbi to, kar imamo, da hodimo na Hrvaško in v Srbijo po zdravniško pomoč, namesto da bi se v Sloveniji organizirali tako, kot je treba, to je zame velik problem. Tudi družbeni. Tako da, moje vprašanje je, kaj menite, zakaj se etika ne prime, tudi v znanstvenih krogih? Jaz sem bila zdaj že na 2 okroglih mizah, kjer v znanstvenih krogih niso dobro poznali kodeksa etike v znanosti. Ugotovila sem, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti edina, ki ni članica te Evropske akademije za etiko. Tako da, zakaj je tako? Najprej moramo verjeti, da je tako. Če je to res. Zato, ker je premočan vpliv Boga, presazujo. Mogoče. Grede, to pa. Se pravi, da etika je nekaj, kar bi bilo opozicijsko-religijski koncepciji etike? Ne, etika je nekaj, kar vključuje svetost. A ja, v tem smislu. Numinozno, to, kar Rudolf Otto pravi, da pod pojmom numinozno. Zakaj tega poslanstva, te svetosti ni več v tem vsakdanjem življenju? Jaz ne bom odgovoril, samo eno misel bom dal. Jaz predavam na programih kulturnih študij, predvsem bolj obskurne teme, metodologijo. Ne? In ena od teh obskurnih tem, ki je najbolj vsebinska na tem področju, je, da je pretekli intelektualec skušal zavarovati svojo privilegirano pozicijo z izumljanjem konceptov, ki jih noben ne razume. In s pomočjo te govorice postal nerazumljiv širšim množicam, da tako rečem. In ta hermeneutičnost, zaprtost teh konceptov v bistvu ustvarja slepa mesta, kjer ljudje nič ne razumejo, in to jaz imenujem govorance. In želja, da bi razbil govoranco, da bi prešel v živo govorico, mora biti ne iz monologa v dialog, ne? Se mi zdi, da je eden od naporov teh kulturnih študij pa podobnih mogoče ved, ki se ukvarjajo bolj z vsakdanjim življenjem, kot z temi strukturami. Ker jaz tudi v sami sociologiji veliko naletim na konceptualizacijo, v katerih so ključni pojmi tako zakomplicirani, da tudi če preberem 5 definicij, še vedno ne vem, kaj hočejo povedati, razen da hoče ostati nerazumljivi. No, takole, eden izmed razlogov za to, da se mnogi ne navdušujejo nad numinoznim ali kaj takim, je to, da obstajajo institucije, ki se ukvarjajo s svetim in diskurs o svetim zlorabljajo. Rimsko-katoliška cerkev ima veliko povedati o svetim in to je velikokrat tudi zlorabljeno. Ljudje, ki imajo potem takem odpor, ki se jim naježijo lasje, čim slišijo sveto ali kaj takega ali vera, imajo svoje razloge za ta odpor. Temu je spravim tudi obraba mimikretičnega modela, če se spet navežem. Sveto je model, ki se ga nekako oponaša v religijah, toda ta model se tudi zlorabi. S sklicevanjem na sveto se lahko dogajajo hude stvari. To je izkušnja evropskega človeka, tako da vas po svoje razumem kot članico svetovnega etosa in tako dalje, ampak tako je. Še nekaj bi rada rekla. Prej sem omenila tole knjigo o človekovem dostojanstvu. To, da imamo mi v 34. členu slovenske ustave zapisano varovanje dostojanstva, pa v javnem diskurzu ne odpiramo tega, kaj to sploh je in kako se naj to implementira v praksi, se meni zdi velik problem. Sigurno beseda dostojanstvo močno zveni, kadar je kršena. Tako. Kadar je samoumevna, v bistvu preskočimo. Ne? Kadar je kršena, takrat, če je kršena drugim, malo pomislimo, gremo naprej, če pa kršena nam, se nam pa dvigne kri. Tako da je sigurno močna mobilizacijska poteza, mora imeti neko socialno osebino, ne samo emotivno. Tako da je na tem nekaj za doreči. Ja. Se pa spomnim podobno, je bila debata na začetku, ko smo se osamosvojili, en kolega
je napisal doktorat na temo, koliko človekovih pravic je uresničljivih, koliko pa ne. Tista po varnosti je zaščitena z policijo, vojsko in podobnimi mehanizmi. Cel kup človekovih pravic pa ni, morda nikoli ne bo, ampak si jih predstavljamo, ne? Ekonomske, socialne in tako naprej, da je kdo dolžen nekomu zagotoviti delo. To je zelo težko zaščiti. Glejte, naša slovenska ustava ima skoraj 1/3 členov o človekovih pravicah. Skoraj 1/3. In to je pravni temelj za bivanje v državi Sloveniji. Implementacija človekovih pravic je pa zelo, zelo kompleksna. In sama, ki sem doktorirala pri profesor dr. Rizmanu, sem se 4 leta ukvarjala s kupico različnih problemov, ker sem tudi delala na področju človekovih pravic. Z Maco sva bile tudi v medresorski komisiji za človekove pravice. Torej sem se s tem srečala čist neposredno v življenju. In ugotavljam, da se zelo malo ukvarjamo s temi implementacijskimi mehanizmi, ampak ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Poglejte, zdaj se pri migracijskih problemih pojavlja to, da mi sploh nimamo modelov, kako implementirati pravice migrantov v tej situaciji, kakršni smo. In se potem pojavljata 2 skrajnosti. Nekateri, ki so popolnoma odprti do tega, in drugi, ki so zaprti. Ampak urejanje medetničnih odnosov z vidika človekovih pravic, ki so individualni in so posamezniki nosilci, kot posamezniki so nosilci človekovih pravic, to je pa zelo kompleksno vprašanje. In mislim, da se sociologija mora tudi s tem začeti ukvarjati. Težko bi rekli, da se ne. Težko bi rekli, da se ne. Sam en medklic. Neka averzija do tem povezanih z etiko je seveda lahko povezano tudi s tem, da ima nekdo monopol, ali pa da si domišlja, da ima monopol nad etiko in moralo. To mislim, da je Marjan omenil. Žižek v nekem tekstu, ki ga objavil v New York Timesu, pa je bil potem preveden, pravi takole, ko se sklicuje na Dostojevskega. Kje je Dostojevski zgrešil? Ko pravi Dostojevski, če ni Boga, je vse dovoljeno. Pravi Žižek, ne bi se mogel bolj motiti. Ravno nasprotno. Če je Bog, je vse dovoljeno, ker potem deluje kot referenca, na katero se sklicujemo. Bistvo etike in morale je biti dober, kar tako, iz nič, brez razloga, brez instrumentalizacije. Tako. Vsa ta etika, v kateri ki je monopolizirana, je instrumentalizirana, z referenco. Potem so socialni psihologi delali eksperimente, Hauser, naprimer, zakaj nekdo ravna dobro, etično, moralno, in nič noče diferencirati ali pa razvrščati ljudi, ampak pravi, eni se sprašujejo, ali si prav ravnal glede na referenčni vir, recimo Sveto knjigo, tekst besedilo, eni pa se nič ne sprašujejo, ampak Malo se spomnimo po brskem spominu, tudi pisanje tukaj lahko k temu pripomore, kako so v 90-ih pri nas razni kleriki utemeljevali svoj monopol nad moralo. Baš v tem smislu, brez Boga ni nič, brez 10 božjih zapovedi ni nič. Pozivam k branju članka o 10 božjih zapovedih, kjer se razkrije, da se v izverniku, torej ali v 2 pojavljenih v Exodusu ali Deuteronomiumu, pomen 10 zapovedi se stoji iz tega, da se nanaša na moške pripadnike enega rodu, Judov. Tisti ne ubijaj se ne nanaša na katerikoli medčloveški odnos, ampak samo na pravoverne pripadnike tvojega rodu. Nepravovernega pripadnika tvojega rodu se sme ubiti, ali ga celo moraš ubiti v imenu Boga, in pa pripadnika drugega rodu smeš ubiti, če je ta rod na poti izbranemu ljudstvu. To je etična vsebina tega etičnega kodeksa, ki naj bi bil, ne vem, biser zahodne civilizacije in tako dalje. Je pa huda zatreba. Ampak jaz se moram oglasiti. Tema etika in morala se uporabljata pogosto skupaj in kot sinonima. Gre pa za bistveno razliko. Jaz, ki raziskujem predvsem etiko, sem prišla do Lacanove psihoanalize, Jungove psihoanalize in tako naprej.
toliko se poglabljam v posameznika in njegovo etiko. Ker etika je vezana vedno na vest in na posameznika. Morala je pa vezana na prostor in čas. In lahko govorimo o katoliški morali, o krščanski morali, o morali tega prostora, onega prostora. Ne moramo pa etiko in moralo obravnavati kot pojma, ki sta enaka ali ki se uporabljata nekritično skupaj. Etika je nekaj drugega. Etika je tisto, kar posameznik izbere kot svoj odnos do sočloveka, do dela, do ne vem česa. In njegov odnos je lahko popolnoma specifičen. Torej, ti teoretiki, ki se ukvarjajo s praktično etiko, pravijo, da je ta argumentacija, kako ti opredeliš svoj odnos do nečesa, že etično dejanje. Ni pa nujno, da je moralno v prostoru in času. Se pravi, je vendarle razlika med tema pojmoma bistvena. Verjetno je tudi pragmatično ozadje, kako se uporablja. A bi smela smo tudi nekaj dodala. To, kar je zdaj Suzana povedala, je pravzaprav razlika samo v tem, da posameznik izbere iz tistega sorte vzorcev, ki so v družbi zapovedani, pogosto zelo strogo varovani, neizpolnjevanje sankcionirani, izbere določen vzorec, po katerem se ravna. To pa ni stvar posameznikove izbire, razen če je statusno tako visoko, da zanj ni več nobenih omejitev. In statusno najvišji so tisti, ki sebe razglašajo, če gremo nazaj k temu, kot dostojanstvenike. Sicer je pa stvar ponotranjanja, torej, ker to je gre za ponotranjanje. Ti ponotranješ določena priporočila, določene ukazi, mimogrede, vsi religijski sveti teksti se razlikujejo v količini ukazov glede na spol. To je nesporno in tako naprej. O tem sama sem pisala in predavala in tako naprej. Skratka, gre za internalizirano ali ponotranjeno količino ukazov, katerih jakost izvedbe uresničevanja je odvisna v veliki meri od statusa posameznika in večina ljudi v vseh sistemih pravzaprav nima veliko možnosti, da bi presegala, ker čim presegla so sankcije, je odklonsko obnašanje in tako naprej. Tako da zdaj vidim, zakaj se to toliko razlikuje. Jaz ne bom več, ker bi rajš pozneje še v zvezi z diskusijo, ki je bila, ker imate verjetno še določene vidike, ki jih boste obravnavali samo ali to ne. Niti v bistvu ne. Mi smo želeli samo istočnice dati, potem da gre zadeva prosto do neke začasne izčrpanosti, pa zaključimo. Nimamo namena drugega kot povabiti, mogoče, če želi kdo. A potem smela še kaj dodati? Seveda. Dobro. No, tole, ko je bil Prever omenjen, zelo podobne misli so bile davno pri ljudeh. Recimo pri Heineju, ki je pred Preverjem živel, imamo v Nemčiji zimski pravljici, nebo vrabcem prepustimo in tako naprej. Skratka, šlo je in gre pravzaprav to, kar je prej bilo omenjeno, za potrebo po neprekinjeni produkciji nekega bitja, ki je zunaj preverjanja, ki je v bistvu nadempirično in ravno zaradi tega, ker je nadsnovno, nadempirično, lahko potem se nanj sklicujejo in lahko deluje potem nadozemsko. Mislim, to je, kako bi rekla, v vseh teh svetovnih religijah mimogrede, Marjan Smrke je že v doktorski dizertaciji pravzaprav šel v to izjemno širino in končno posredno tudi primerjalno in tako naprej. Zakaj je bilo, to smo lani na sociološkem srečanju, zadnji dan tudi, ko je Dušan Makarovič zraven, tudi obravnavali v zvezi s problemom, recimo teorije spola, mimogrede je Roman Kuhar rekel, da teorije spola ni pa deluje. Sem rekla, tudi Boga ni pa deluje, mislim, v tem smislu, Zelo deluje, v smislu, kot ga Marjan Smrke razkriva. Skratka, Bog je bil potreben in je potreben v bistvu, zdaj moderni pojem, za opolnomočenje, ampak to tistih, ki so že močni.
Kadar so poskušali se opolnomočiti tisti, ki so bili nemočni, vemo, kaj se je z njimi dogajalo in kaj se dogaja. Ne? Torej od herezij in tako naprej. No, to bi bil en vidik, torej to, da pravzaprav je to ena stara stvar, ne, kaj je treba prepustiti v bistvu tistemu nadzemnemu prostoru. No, potem mogoče ena konkretna stvar v zvezi s tem označevanjem cerkveni dostojanstveniki, potem pa še veliko drugih pojmov, ki vsakodnevno pravzaprav pronikajo v zavest množic. Sveta maša in tako naprej. Ne? Torej, to se kar naprej posluša. Bolj verjetno, ker nihče ne vstaja pred 6. uro, ob delovnikih imate duhovno misel pred 6. uro, ob praznikih imate pred 7. uro duhovno misel, ker je razen redkih izjem izrazito enostransko, krščansko, oziroma še bolje katoliško usmerjena duhovna misel in tam najdete, Marjan, upam, da kdaj poslušaš, če ne, mislim, da boš tam našel spet kakšno ost, ki se ti bo zadrla. Meni se veliko krat kakšna ost in imam ogromno lističev, nekaj stvari sem pa že tudi v tisti knjigi Katoliška cerkev in družbeno zlo v opombah recimo uporabila. Skratka, zakaj gre? Ravno zato, da se v bistvu ustvarja distanca do večine ljudi, da ti lahko postajaš avtoriteta, torej oblastniška vloga se ti pripiše, da lahko potem druge preprosto nadziraš, usmerjaš pa to tako, pri recimo katoliški cerkvi, da dobesedno vplivaš na regulacijo najbolj intimnih dejavnosti. Torej to, kako so cerkveni dostojanstveniki, recimo v času velike krize, to poznam primere iz takratne Primorska, ki je bila pod Mussolinijem, kako so določili to svojo mrežo v hierarhiji navzdol, da so pritiskali na ženske, da morajo več rojevati in rojevati in rojevati. Zaradi tega, ker je pač fašizem potreboval čim več kanonov futra in podobno ljudi. Ampak to samo mimo grede. Torej, glede tega, ko je Marjan rekel, da na televiziji niso dojeli tega, moje mnenje je drugačno. Na Heidener Anschauung und so weiter, po lastnem opazovanju, že več desetletij, si upam reči, da so na televiziji tisti, ki so pomembni, dojeli to zelo in da to ni naključje, ampak gre pravzaprav za eno moderno, zelo učinkovito kolonizacijo javnega prostora in za to, da se na tako imenovanem, da se vpliva na, bom uporabila sintagmo iz Pridite in poglejte, srednjeročne 5-letne strategije od 13 do 18, gre za to, da se vpliva na ljudi, ki so označeni kot prebivalci dvorišča poganov. Na dvorišče poganov je treba učinkovati in televizija je najučinkovitejše sredstvo, da deluje na tem dvorišču poganov. Torej, deluje pa v skladu z strategijo za celo 21. stoletje. Jaz mislim, da pri nas večina ljudi premalo pozna strategijo in se potem čudijo. Na to, kar je zapisano v strategiji, se krasno uresničuje ravno s pomočjo tako učinkovitih medijev, kot so elektronski mediji. No, morda pa še ena malenkost. Si zaslužil, da se pogovarja s tamo? Ja, pa se jaz samo to rekla, ker je Tone je rekel, da je po naključju. Rad, da je prišlo do izida te knjige v zbirki Ost. Jaz mislim, da sploh ni naključje, zaradi tega, ker smo pred, mislim, več kot 10 leti celo Dragoš, Marjan pa jaz smo nameravali skupaj pripraviti en tak zbornik Posledic svetega duha, smo se nekaj let dogovarjali, potem je vsak šel po svoji poti in je vsak svojo pripravo. Marjan je zdaj to, čeprav bi lahko že prej kaj, in jaz sem zelo vesela, da je res ta knjiga izšla. Zakaj sem zelo vesela? Zaradi tega, ker elektronske verzije knjig v bistvu so preveč tekoče. So v tekoči moderni in so absolutno preveč tekoče, mislim, tekoča moderna, v smislu zidna bomana, ampak res so preveč tekoče in tisto znanje, ki ga nekako ljudje posrkajo, vse to zdaj že pravzaprav skoraj ta vsakdanja ugotovitev, tudi hitro izhlapi.
Medtem ko to ostaja, pa ne ostaja samo v odnosu do posameznih ljudi, ki zdaj tu živimo, ampak ostaja tudi za naprej. No in še tole, jaz mislim, da bi bilo zelo pomembno, da bi ta knjiga šla v čim širši krog. Jaz si ne predstavljam profesorjev in profesoric v srednji šoli, da ne bi posegli po tej knjigi. Kajti učenci, dijaki sprašujejo, tudi kolikor so dokaj odprti intelektualno, po različnih vprašanjih, ki zadevajo prostor in čas, sedaj in tu. Torej, in potem, zelo koristna bi bila ta knjiga za novinarje in novinarke v klasičnih in elektronskih medijih, da bi bolj poznali. Resnično to mislim. Ja, tole sugestijo bomo nekako si zapomnili, tukaj imamo predsednico oziroma direktora Svobodne založbe, da bomo, če ne bo hitro razprodana knjiga, del teh naklad v desni lesere. Kolega, izvolite, jaz imam eno vprašanje, ko bi na tako odlično podlago se navezala pa na vaš lep uvod. In sicer v svetu je na področju financ, tehnologij, pa tudi religije, vprašanje glede na področje religije, da se da New World Order. Se pravi, večina politikov menja to novo svetovno ureditev, ko prihaja do, če rečem, poenotenja standardov vseh in do vse večje koncentracije moči vsekakršne. In pred kratkim je ta nov papež kot prvi jezuit, vemo, kaj so bili jezuiti v zgodovini, šel in začel, bi rekel, podpisovati pakte zdaj za Rimom in tako naprej o poenotenju celo religij in približevanju, ta ekumenski del. In bi zastavil vprašanje, koliko je to, bi rekel, ta religija na poti v poenotenje, v eno svetovno religijo, v smislu, bi rekel, nadaljevanja teh misli, ki ste jih prej zelo obširno oblikovali. Ja, jaz bi pa zdaj združil to Macino opažanje o dostojanstvenikih, kjer trdi, da je to tudi nasledek lobiranja Rimsko-katoliške cerkve v mediju kot RTV za vašim vprašanjem, v tem smislu, da je, ko gre za mednarodno in drugačno delovanje Rimsko-katoliške cerkve, pač treba biti previden. Ta institucija ima neke lisjaške lastnosti. Denimo, tam v 80-ih, pravzaprav leta 81, je Janez Pavel II. Začel z medreligijskim dialogom, z srečanjem predstavnikov raznih religij v Asisiju. Ampak kako je to izgledalo? Prišli so takole predstavniki islama, judaizma, drugih vej krščanstva, celo ta koptski papež, tudi svojega papeža, a katoliški papež je zavzel en položaj za stopničko višje. Tudi čisto fizično je to tako izgledalo. Bil je višje. Torej, oni sprejemajo, so se odločili tukaj biti iniciativni v nekem pričakovanju, da jim bo to dalo neko prvenstveno vlogo. Tudi Benedikt XVI. Je tako deloval, torej v knjigi intervjujev, ki je bila objavljena tudi v slovenskem prevodu, to so bili intervjuji z nemškim novinarjem, ki ga tudi tukaj omenjam, reče nekaj takega, vse bolj prodira spoznanje, da more katoliška cerkev govoriti za celotno krščanstvo. To je katastrofa. To je katastrofa. Ne more, katoliška cerkev ne more govoriti v imenu celotnega krščanstva. Ne more govoriti v imenu Trubarja, protestantov in tako dalje. Tako da jaz samega sebe vidim v vlogi tiste, ki mora biti tukaj v vlogi psa čuvaja in tako dalje, ne zaupljiv, razumete. Ali pa če se navežem še na tole temo znanstvenih akademij, gospa je omenila SAZO in tako dalje, obstaja tako ena Evropska akademija znanosti in umetnosti, ki ustvarja vtis, da gre za neko neutralno, posvetno, kakršnokoli že, vse evropsko institucijo, v resnici je pa to institucija, ki jo je tako rekoč ustanovila katoliška cerkev. In na ta način tudi rekrutira njene člane. Tudi nekateri
slovenski škofje so člani te Evropske akademije znanosti in umetnosti. In takoj so si pridobili nek status, torej s temi imenovanji potem tudi nastopajo v medijih in mediji spet ne vejo, zakaj gre. Da to ni neka vseevropska znanstvena institucija, ampak je to neka institucija, ki si je prilastila neke besede, neke označevalce, spet gre za mimikrijo pravzaprav, ki ljudi napeljujejo na misel, da gre za nekaj drugega kot za Ampak ni nikjer navedeno to, imate vi, Ne, sem ničkar. Ja. A imate vi kakšen vir, to bi me pa res zanimalo, Ja, seveda, torej, da je to res? greste lahko kar na spletno stran Saj sem šla, Evropske ampak nisem akademije videla. in tam boste ugotovila, kateri Ampak- kardinali so dali pobudo. Pobudo, katoliški ja. Kardinali, ja, pobudo in tako dalje. Veste, je že res, da je tudi pokojni Zlobec, ki ga jaz cenim kot pesnika, bil član, čeprav je bil partizansko orientiran in tako dalje. Ampak jaz temu v okviru svoje teorije mimikrije pravim podporni signali. Razumete? To so signali, ki so uporabljeni za to, da se še bolj prepriča pravzaprav. Ampak v vsebini ni tega čutiti. V Mogoče- vsebini njihovih dokumentov se to ne čuti. To je treba razvozlavati. Ja, To dela to je ravno treba. Nadja. Ampak kako to, prostite gospa, da je skoraj da vsak nadškof, kar po nekem avtomatizmu, slovenski nadškof, član te akademije. Se to je popolnoma nespodobno. Nekateri niso nič posebnega napisali v karieri, prosim vas. Zdaj so pa kar evropski akademiki. Le zakaj? In potem nastopajo v medijih, vidiš, ta in ta je član Evropske akademije, prosim vas, no. S kakšnim prispevkom k znanosti. Vi ste še nekaj Jaz bi- se pravi, Še eno vprašanje imam. Tako se jaz na predavanjih razburjam. Ja. Preveč čustvene involviranosti se mi zdi. Razprava in nivo, to je v redu. Ja, pa A ne veste, res. kadar je širina, je tudi malo bolj neutralno vse skupaj. Mi se ne znamo prepirati. Včeraj sem govoril na predavanjih, zakaj so Judi tako uspešni v svetu, Nobelovi nagrajenci. Pa že to Zato, ker imajo tisočletno tradicijo prepiranja. Talmud je strukturiran tako rekoč kot polemika, kot prepir. Ješive, teološke fakultete pravzaprav so prizorišče, kjer se moraš prepirati, moraš debatirati in tako dalje. Ok, v redu, ampak Hans King, recimo, Ja. pa išče skupne imenovalce med religijami in Ja. verstvi. In v sodobnem času je vera individualizirana, a ni? Seveda. Vera v Boga, ljudje ne hodimo v cerkev, pa vendar imamo neko vero. Ja. Jaz ne hodim v cerkev, ampak imam vero. In ko berem Kanta, in ko berem Platona, in ko berem Kierkegaarda, tudi tam je Bog. Kaj pa pri Marksu je tudi? Ne. Ja, no. Pri Kierkegaardu je. Morali bomo- Poglejte, Kierkegaard, trije njegovi stadiji. Zadnji je religiozni. Kierkegaard je velik filozof. Ja, Jaz imam vprašanje, malo bi rekel to od bodočnosti, ki je zopet gospa dala temelj. In sicer, če zdaj več ljudi je v tem virtualni resničnosti in tako naprej, govori o tem, da je vse skupaj življenje matrica in da zelo verjetno bo prišlo do celega booma nove religioznosti, temelječ na tehnologiji, in da so prvi preroki se že rodili, Nikola Tesla in ostalo. In me zanima vprašanje, ali je sploh možno, da ta, bi rekel, to seme vzklije kot sociološki program. Nekaj čist novega in da ste že zaznal in če lahko to komentirate. Seveda, da obstajajo religije, ki obstajajo predvsem v kibernetskem prostoru. Že zelo dolgo kolega Črnič, ki se ukvarja z novimi religijskimi gibanji. No, to, da obstaja, vem, samo ali to je, bi rekel, možno, da to dobi res univerzalno svetovno razsežnost. Težko rečem, recimo, obstaja kult Jedijev, to so ti iz Vojne zveze, ne. To je na nek način globalni kult, ki se izraža tako, da se na 10 000 Novozelandcev, Avstralcev,
Britancev, Kanačanov na popisu prebivalstva, ko gre za rubriko religijske pripadnost, izreče za pripadnike tega kulta. To so tudi davčni aspekti vse živo. Ja, tudi ne, seveda ne, to je pa tudi nekaj vprašanje. Ne bi vedel, točno. Ja, če vzamemo upoštev globalizacijo, v interesu nosilcev globalizacije, torej predvsem z ekonomskega vidika, brez dvoma je poenotenje. Zaradi tega, ker potem bi bilo še bolj enostavno obvladovati to svetovno maso toliko milijardnih proizvajalcev dobrin. Seveda, torej potrošništvo samo je že nekaj, kar tako rekoč spodjeda številna svetovna verstva. Celo budizem, denimo budizem. Bistvo budizma je v tem, da ti pove, v čem je ver tvojega trpljenja, nezadovoljstva, nelagodja v življenju, in to je želja. Želja je ver tega. Nekako v smislu tega, kar Prešeren pravi, ne? Torej, če si ne bi želel, tako dalje, pač ne bi trpel, tako dalje, ne. To, da obstajajo budizmi tam danes, ki so potrošniško orientirani in ki človeku obljubljajo, da bo ravno skozi budizem se usposobil za to, da bo zadovoljeval svoje želje. In to zelo prozaične, imeti več avtov, boljše stanovanje in tako dalje, ne. Torej, to vprašanje, ki ste mi ga zastavili, se mi kar pretežko. Kar pretežko. A se kje v kakšnih teh tehnoloških parkih, Silicijeva dolina, ki takega poraja? To je zelo resen trend, bi rekel, iz financov izhajam. To je ta film Matrika, kjer je vse, bi rekel, hologram, ker tudi ta tehnološki svet, West je v bistvu Big Brother, social sport v Indiji, ne, na Kitajskem, to je v bistvu greh, določa tehnologija, angeli, ki nas spremljajo, in hudiči in želje, marketing in vse to v bistvu je zelo resna, bi rekel, trend v nekih določenih krogih, da se iz tega tik pred tem, da rečemo, zdaj pa imamo naše organizacijo. Oprostite, ali se lahko samo malo namešam, ker predsednice ni tukaj. Bi samo to priložnost, jaz sicer vas ne poznam, ampak letošnja tema sociološkega srečanja v jeseni je družbe prihodnosti ravno, ne? In meni se zdi, da bi bilo zelo zanimivo, pa še podatke na interdisciplinarnosti, in mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi se lahko priključili vi s kakšnim svojim prispevkom v ustrezni sekciji, ne? Jaz za šankom pa v gozdu visim. Ne gre za to, gre za, ne vem, no, ampak meni se zdi, da je to en aspekt, ki je zelo resen, povezuje se z silovitim in strahotno obsežnim razvojem teh novih tehnologij, kjer gre za pravzaprav popolno robotizacijo ljudi, ne samo za uporabe robotov pri ljudeh, ampak za robotizacijo ljudi. In meni se zdi, da bi to bilo zelo zanimivo. No, jaz sem samo to kot idejo dala, če drugače ne bo, pa bomo predsednici predlagali in predsedstvu, da se pač opozori, da se iz ustreznih naravoslovno-tehničnih okolij na to, kar ste bi opozorili, dobi, ne? Se lahko povedali za naravoslovno-tehnično ozadje? Ja, to pa je. Če bi čisto sociološko to proučevali in bi se vprašali, kako je za religioznostjo ljudi, ki delujejo v Silicijevih dolinah, ne samo v tej kalifornijski in tako dalje, na Japonskem, ki je visokotehnološka, so podpoprečno nagnjeni k religijskemu razmišljanju. Tam je praznina, ki tako kalevičasto podeli, če gre vse skupaj po levo, tukaj praznina vakuum vrata in obratno, in je zelo podobno tudi na področju religij, na področju, bi rekel, otojenih ljudi, ki se ukvarjajo finance, ki imajo pa izjemno moč na, bi rekel, človeško. Ekspertnih zadevah. Ki znajo tehnično, bi rekel, celo bolje morda kot cerkev, a ne, neke stvari za ljudstvo izvajati in tako naprej. Nimajo pa light motiva. To so te tehnološki guruji, ne, Da bi se malo navezal na to, ko smo se prej pogovarjali na ta etični aspekt, pa povezal z religijo. Govorimo o etiki, konec koncev, mislim, da se strinjamo, da kakorkoli razglabljamo, je na koncu stvar subjektivna, ne moramo nekaj meril določiti, ki bi veljala vekomaj, ne. In tu bi jaz malo
uporabim, kako bi rekel, makiaveljski pristop, da pač neka etika v določenem okolju mora obstajati, da družba lahko funkcionira. Ampak vem, da ni tukaj vseeno potencial religije, ker če vzamemo družbo kot takšno, se idealno bi bilo, da bi imeli neka etična merila, da bi brez da obstaja Bog ali karkoli, ali neka instanca, ki te prisili, oziroma neka obljuba v onostranstvo, da ravnaš dobro, samo vemo, da ljudje niso takšni. Potem pa sploh, zdaj, če se malo navežem, to, kot gospod rekel, v nekih teh visoko-tehnoloških erah, ki se tudi razumevanje stvarnosti kot takšno postopoma, ampak vendarle se hitreje spreminja. Morda pa nosi do religije nek potencial, za kot neko družbeno tkivo, pa ne govorim tukaj o instituciji kot katoliška cerkev, ampak kot religiji kot takšni, kot nekem versu skupnem, ki nosi neke etične standarde, pa ne bo še tako sporni, ker večkrat, ko razmišljam, pa ko sem kaj bral, pa moje znanje o abrahamski religiji, precej omejeno, ampak vendarle, ko sem kaj bral, je zaznati znotraj teh religij nek potencial, tudi humanistično smer, pa ne bo to krščanstvo ali islam. Zmeraj sem naprimer, krščanstvo je dejansko ugrabljenost te institucije rimsko-katoliške cerkve že v bistvu od svojega nastanka in prehoda na oblast. Ampak, če se malo tudi zajemo, ko smo prej rekli, do spreminjanja rimsko-katoliške cerkve, jaz mislim, da to zna biti dejansko še bolj navadno, ker konec koncev rimsko-katoliška cerkve nikoli ni bila s temi svojimi grehi soočena kot institucija. Zdaj se pa spreminja in grejo neko odpiranje, naprimer razglabljajo o tem, da bi celibat odpravili, da bi slej kot prej lahko bili homoseksualni duhovniki, takšne zadeve. Jaz mislim, da slej kot prej bo to šlo v to smer, da nekaj desetletij, čeprav zamikamo, ampak slej kot prej bo šlo. Ampak po mojem je to še bolj navadno, ker bolj pridemo v neko, to več ne bo neka institucija, ki je, zdaj se vemo, pri čem smo, bolj pa to neka pragmatična politična institucija. Tako jaz se spomnim 2 leti nazaj je bilo v nemškem parlamentu razprava glede pravice homoseksualcev do poroke. In je to bil tisti jeziček na tehnici, da bi socialni demokrati Nemčije volitve dobili, potem pa prišlo do kompromisa v koaliciji CDU-CSU in so rekli, bomo mi tudi dovolili, in potem so zelo velik del te baze pritegnili, in zdaj rimsko-katoliška cerkev lahko tudi potem dejansko na tak način še svoj vpliv razširi, v bistvu, ker sprejme, meni zanimivo, recimo v Latinski Ameriki, kjer ima še razmeroma velik vpliv, ampak tam so te stvari precej odprti, in zdaj rimsko-katoliški in papež, tako je sedaj, to deluje, konec koncev je vodja ene najbolj konzervativnih institucij na svetu, z neko strogo hierarhijo, ampak deluje pa vse bolj kot kak influencer, in tudi rimsko-katoliška cerkev presenetljivo dobro uporablja nove tehnologije in te razne družbene dinamike za ohranjanje nekega vpliva in večjega. Mislim, nikoli niti ni se šlo v take stvari, kot so lastništvo, naprimer, da je celotno njihov začetna pridobitev vsega skupaj temelji na neki laži. Ja, to ste zelo lepo povedal. Jaz nikakor ne zanikam etičnega potenciala religiji, ampak tukaj se sploh ne lotevam na tak splošen način teh vprašanj, se pa če zapičim, ali vame se nekaj zapiči, nek konkretni primer in to potem kritično obravnavam. Recimo 10 božjih zapovedi. Povedal sem, v kakšnem smislu je to mogoče kritizirati, hkrati pa vem, da Judje tega, pa tudi kristjani, ne razumejo na ta način. Recimo omenjen Talmud se stoji iz nekega citata iz Tore, torej lahko to tudi kakšna zapoved ali kaj takega, potem je pa komentar, Mišno pa Gemaro, in ta taka ustna Tora relativizira, mehča tisto, kar je v Bibliji zapisano kot nekaj, kar nas lahko tudi plaši, kar je precej grobo in tako dalje. Interpretacije so lahko take in drugačne, judaizem, krščanstvo je v interpretaciji etike odprto v nešteto smeri. Tako da ima raznovrsten potencial religija, to je nedvomno.
Se pa moramo zmeraj znova spraševati, ali so res ene knjige, ki so nastale pred 2500 leti, pred 1500 leti, pred 2000 leti, res lahko merilo za današnji čas. To se mi zdi precej nesramno, zato sem nekoč rekel, da je mogoče v 5 minutah sestaviti knjigo, ki je po svojem duhovnem naboju vrednejša od Biblije. In potem so me zelo grdo obravnavali v družini, vključno s pokojnim pisateljem Lojzem Rebulo, kaj da se izprsavam, mali pisunček in tako dalje, ampak obrnimo razmišljanje. A ni v bistvu predrzno to, da se dan danes šteje za knjigo vseh knjig, v resnici je pa to knjiga, ki je sestavljena iz knjig, eno delo, ki je nastalo pred 2500 leti v popolnoma drugačnih okoliščinah in katere vsebine so mnoge popolnoma nespodobne, moralno, etično, kakor hočete, popolnoma nespodobne. Razumete? Seveda so tudi lepe misli za ob 6 zjutraj pa za ob 7 zjutraj, ampak so pa take misli, da ti grejo lase po konci. Tako. V kolikšni meri še Biblija sploh relevantna za nekega poprečnega vernika, nekaj ljudi? Ja, vsi sploh ne poznajo ti verniki. Ampak jih morajo poznati, se jih učijo učenci v gimnaziji. Oni grejo enkrat na teden v cerkev in na svidanje nič ne berejo. Ja, jaz bi takole rekel na vašo dilemo, nekako odprli ste eno točko, ki je malo šibko obravnavana in pri dostojanstvu v ustavi in pri človekovih pravicah v ustavi, ki se večkrat omenjajo, pa niso dorečene, nekatere so zaščitene, druge so samo predpostavljene. Pri etiki pa morali pa tudi moramo še malce razmisliti, čeprav vi ogromno študirate od doktorata in naprej, ampak recimo prisluhnite slovenskemu pogovoru. Ko se nekaj pogovarja, lahko se reče, nekaj moralizirati. Nekaj to pomeni. Ja, odlično so to povedali. Ampak med pripadnikom ima iste kulture. Ne moš pa reči, nekaj etizirati, to nič ne pomeni. Ampak je razlika med... Če pa rečem, ko se srečata pripadnika 2 kultur, se morata etično sinhronizirati, ne rečem moralno, etično. Tako je. Kar pomeni, da je etika kolektivna vrednota, ne individualna, kot vi trdite. Tole razmislite. Zato sem na tem srečanju začela, to je sem omenila tudi to kolektivno vrednoto. Ker je vedno odnos, rekla sem, da je etika vedno odnos do nečesa, ampak tole, kar ste vi omenili, mene predvsem moti, da se v isti koš meče etiko, moralo in moraliziranje. To so 3 bistveno različni pojmi. Vem, ampak recimo, imate v slovenščini tak izraz poklic. Preobremenjenje z različnimi pomeni, kar pomeni, da je njegova pomenska struktura štrleča na vse strani. Ni precizna. In vi lahko v tem besedam, ki ste jih navedli, date še tako precizen strokovni pomen. V vsakdanji rabi in pragmatični rabi se bo zožil proti starodavni in tradicionalni praksi. In moramo oboje prisluhniti. Da slišimo, zakaj gre. Jaz se z etiko, praktično etiko, ukvarjam že 22 let. Na področju etike smo vsi samo iskalci. Tukaj ni opredelitev. Pri morali že lahko govorimo o nekih normah, pravilih, navadah, običajih. Ampak že beseda etika, etos, veste, kaj pomeni. To se pravi, pri etiki ne moramo govoriti o ničemer drugem kot o tem, da smo na tem področju iskalci. Ampak mene moti, da tega iskanja v družbi ni. In ravno zato tukaj sedim in ravno zato sem na tem skupu odprla to vprašanje, ker se z vami zelo strinjam, kot ste rekli. Jaz sem samo izpostavil možnost, kako bi lahko šli naprej, ampak nisem pa mene rešitve ponudil. Čutim, da je verjetno etični sistem ugrajen kot vrednostna prvina znanja in nekega kolektiva, jezika skoraj. Jezik je samo sredstvo, s katerim se izražajo določene vrednote in tako naprej. Mimo grede, jaz ne pristajam na tezo o etičnem ali pa moralnem vakuumu v družbi, nikoli ni bil in nikoli ne bo. Vprašanje je samo, kdo so tisti, ki konstruirajo veljavno etiko v družbi. Veljavno moralo. Ja, pa moralo, kot sem prej omenila. To je zame vedno vprašanje, ključno in sociološko. Mimo grede še ena stvar, jaz sem zelo vesela, še enkrat rečem,
ko odprem recimo kazalo Marjanove knjige. In jaz mislim, da kdor je kolikor toliko široko tako odprt, da ni tako ozko, da lahko že naslovi zelo pritegnejo. Recimo samo eno, Cerkev in izstopi, sezuvanje čevlja, ki žuli. Ali pa Trojni minister in Sveta Trojica. Mislim, Marjan ima take izjemno zanimive, kako bi rekla, pomenske salte in tako naprej. Skratka, res upam, no, da bo to kdo od navzočih tudi malo opisal v kakšni predstavitvi ali v kakšnem množičnem mediju, kot je Dnevnik ali Delo ali kaj takega. In tako naprej. Pol recimo darovanje masaže testisov, sveti očetje in zlorabljeni sinovi, ne, to, kar je recimo prej omenjal. Mislim, če bi se to naslov že povedal tam nekje recimo v 1., 2. letniku gimnazije, bi po moje učenci zelo pograbili to knjigo. Mimogrede, ne? Ne bi bilo v skladu z moralo, ja. Mogoče malce provokativno, ker se vedno počutim nelagodno. Marjan v enem svojem tekstu piše, srečni, sreča, cerkev, moralni. Ko nekdo reče, torej institucionalno, seveda ne prepoznam potrebe biti veren, ne, imam pa vero, ne, sem vedno v zagati, ne, čutim nek eksistencialni primanjkljaj, kot neko inferiornost. Namreč, jaz si ne znam predstavljati, kaj to sploh pomeni, ko nekdo reče, jaz sem veren, ne, jaz nisem, ne. In listam in potem na neki točki ugotovim v predgovoru Nelagodje v kulturi, Freud pravi takole, ko razpravlja s prijateljem. Prijatelj mu reče, pa glej, no, čisto na koncu, pod črto, pustimo, ne, te božanstva in tako naprej, ampak občutiš neke oceanskosti, občutka vse prisotnosti, ne, kakorkoli. In razmišlja dolgo časa, pravi ne, pika, konec. In nič se ne počutim v tem smislu manj vrednega, inferiornega, nobenega eksistencialnega primanjkljaja, preprosto, ne vem, o čem govorite, ko govorite to, karkoli. Zdi se mi, ne, da poskusite nekaj podtakniti, vendar ne, rečeš, ne, institucija, se vemo, to je neka stara šara, ne, pa vendarle nekaj jenete, more biti, ni za vraga, ne, za mojo skromno, za res skromno eksistenco, meni, zdaj pa govorim iz sebe, zadostuje to, kar mi recimo znanost ponudi, umetnost in filozofija, in s tem sem pomirjen. Ampak ni institucija s tem pomirjena, ker če bi To pa ja, institucija to pa s tem pomirjena, Ampak, bi lahko dokončala, bi bilo samo destruktivno. Ja, to pa je. Problem je v tem pravzaprav, da pa se je stoletja ravno to povezovalo, da si, s tem, da ti moraš čutiti praznino, če nisi ravno to. Tako. In to še obstaja. Zato, v tem času, recimo, ko sem ga omenjal, je bilo to pravzaprav prevladujoči način mišljenja, ne? In potem To je tisto po sreči. Vprašanje si prignal na rob, nisi pa odgovoril. Čisto res. Osebno si povedal, kako si se nekako morda odločil, ali kako težo občutiš, ampak za hip pod tonje mogoče sem se pa zmotil. Tako da, pustimo zdaj zaenkrat to vprašanje, prosim, za današnji večer. ohranimo širino. Odprto. Ker je rekel filozof na koncu, prej umrem, dlje sem mrtev. Pika. Kaj pa piše na Kantovem nagrobnem spomeniku, moralni zakon v meni in zvezdna to ne bo nad mano. Okay. Jaz sem imel v osebni zgodovini predstavnika starejše generacije očeta, ker me je, ko sem se začel zavedati, poučil, da je vera najmočnejša, da je 2 kili mesa več kot 1 kila. In ne, da bi dosti mislil, sem razmišljal, da je to pač izraz, ki nič ne pomeni. Nič ne pomeni. Ja. Potem sem ga povezal, ko sem bil starejši, s tem, da je bil v ujetništvu. In je v taboriščih trpel lakoto in takrat je verjetno vera v 2 kili mesa življenjsko pomeni. Takrat je zgodil vero v Boga. Ko je pa? Bil je vedno borben ateist. Nekako, zato imam Marjana, ne da bi sam vedel, zakaj je rad, ker se izražal podobno kot moj oče. Borbeno. In odrezavo na točki, ko je treba presekati z praznimi marnjami in uvesti red na tem svetu. To je moj oče počel v moji vzgoji. Pa mu je uspelo? Ne. Ko je umiral.
je imel za podlago tisto, kar mogoče reče tacitno znanje. Tacitno znanje ni tisto, ki ostane. To je skrito. Tacitno znanje je bila debata filozofska, je bila, ali je to tisto, ko že vse znamo, in tisto, kar ne znamo, je pa preostanek. To je ena definicija, ki je sama. Tacitno znanje je podloženo znanje, iz katerega vse izhaja. Ono ti daje, ostali znanje daje strukturiranje. Se pravi, s pomočjo tacitnega znanja ti vzpostavljaš strukture znanja, ki si jih zapomniš, drugače se sploh ne vidiš. To je bolj Polanijeva osnovna definicija. No in moj oče, ko je umiral, oprostite, da sem osveden, je zaradi sladkorne padel v komo. Sladkorno bolezen je padel v komo. In je 6 mesecev v bistvu umiral, tako da je zaobikoval, pa malo gledal in je znal celo sveto pismo na pamet. Ja. Nisem vedel. Nikoli, niti sluto nisem, nič nisem vedel. In potem je šel, v tem svojih blodnjah je šel skozi vse svoje otroštvo, skozi vse psalme, ki jih je poznal in jaz vas nemočen sem od mnem se res različal. S tem človekom vse življenje živim, bil imel nekaj svetilnik v dobrem in v slabem, ki je bil pretrpel čas. A nisem vedel nič o njem. Verouk je bil obvezen in tako se je on, in v starosti, to je tipično, ne? V starosti se dolgoročni spomin zelo samo ni me nadlegoval, ni me nadlegoval, razmišljal sem, ne? Če je ta, bi rekel, bolj razcepljeni vrednostni sistem, ki se sporoča skozi neke načela, ne vem, ohranil tudi v laičnem delu svojega znanja. Ker se je zelo hitro odločal, to je prav narobe. To, kar jaz nikoli nisem znal v življenju, ko sem bil mladnik, zdaj sem star ne znam. On je pa hipoma vedel. To pa ni prav. In potem si pomislil, mogoče je to ta faza. Ne tu. Mogoče bi še dodal, zakaj so Judje tako uspešni. Jaz sem študiral spet iz stališča financ. Oni morajo znati v rani mladosti knjigo modrosti tako rekoč na pamet. V knjigi modrosti zgubi človek vse iluzije in se sooči z tako rekoč vsemi življenjskimi možnimi situacijami. Je to tako močna podlaga izguba vsake nedolžnosti za rana, da se ne zgublja časa do pozne smrti, ampak to narediš takoj in iz čist drugega, bi rekel, štartnega mesta štartaš v življenje. No in to je pomenilo tudi samo branje. V času Trubarja pred 500 leti je bralo toliko Slovencev, 1% morda, oziroma teh, ki bodo postali Slovenci, medtem ko so Judje večinoma brali iz verske motivacije, ampak to ima fantastične posledice. Ja, se Trubar se je zavzimal, da bi brali. Kakor je res, da tudi zgodaj začnejo brati. Zato je tudi Trubar šol za deklice in dečke. Bi zaključili, lepo prosim, če imaš nekdo kakšno zelo modro misel, da nas malo... Se lahko tudi manj modro, moš odprto. Dobro. Jaz bi sam rekla, da se mi zdi, da stari dobri Sokrat, vem, da nič ne vem, ostaja aktualen zavedno v intelektualnih sferah. Ja, mirni časi so, tako da biti odprti. Hvala lepa.